Pozdravljeni, dobrodošli v četrtem spletnem doživetju pod znamko Cele kuha. Moje ime je Marjeta in danes je z nami Celjan Alen Rudnik, tekmovalec Masterchefa prve sezone in kemijski inženir, ki pa svoje strokovne znanje rad uporablja tudi v kuhinji. Pozdravljen, Alen. Zdravo, hvala za povabila. Tako, danes bomo nekaj skupaj skuhala. Super. Nekaj dobrega za praznične čase. Alen, lahko poveš našim gledalcem, kaj pomeni tvoj slogan Hrana je kemija? Ja, moj slogan je v bistvu nastal z združitvijo mojih dveh področij, s katerimi se ukvarjam, torej z kemijo, kemijskim inženirstvom in mojim glavnim hobijem kuhanjem. Vse skupaj pa v bistvu karkoli se tlele dogaja, v zadnji so fizikalno-kemijski procesi, ki so pomembni in iz tega nekako je nastala ta moja povezava hrane, kemije in pa seveda moderne molekularne gastronomije. Kdaj pa že poznamo termin molekularna gastronomija? To je že dolgo v kulinariki pri nas prisotno. Je bolj moderna stvar. V bistvu izvira nekje iz 92. leta, ko je bila ena konferenca, kjer so združili znanost in kulinariko in sta dva znanstvenika, francoski fizikalni kemik in pa Nicolas Curti, v bistvu združila neko novo disciplino znanosti in kulinarike in ker sta najela neko fajno povezavo, da se fajn čuje molekularno gastronomijo, sta se odločila uporabiti ta izraz. Torej, od takrat je dobila kulinarika še neko dodano vrednost tudi v izgledu, a ne? Tako, v bistvu se kuharji posvetijo vsem procesom, ki se dogajajo v ozadju, jih probajo razumeti in pa potem uporabiti v mogoče novih komponentah, neklasičnih pripravah jedi in da dobimo res vrhunsko kulinariko. Katere tehnike nam boš pa danes ti pokazal? Danes se bomo lotila ene čisto preproste tehnike in sicer bomo naredila čipko iz zažganega česna. Gre za tehniko, kjer bomo hitro izparevala vodo in bomo v bistvu dobila tako čipkast vzorec kot nekakšen slani keks. Torej, česnova čipka je ena izmed teh tehnik, ki lahko vsak pripravi doma. Kaj pa potrebujejo naši gledalci, da lahko pripravijo? Eno ponev in pa 3-4 sestavine. Nič težkega, bomo vse pokazala v nadaljevanju. Ok, Alen, potem pa kar začnimo. Pa začnimo. Tako. Alen, a nam lahko poveš, katere sestavine imaš vse s sabo in kaj bomo z njimi pripravili? Tako, s sabo imam račja prsa, mogoče malo neobičajna stvar, ki se ljudje včasih malo strašijo, v resnici bomo pa danes pokazala, se da zelo preprosto, zelo hitro narediti, odlično jed. Zraven bomo dodala en korenčkov pire, dodamo neko komponento z malo sladkobe, potem bomo naredila eno deglazirno omakvico, ko vstane od račjih prs, gor ta dobre stvari na ponvi, jih bomo dol spravila, da bomo račko malo polila. Potem pa bomo zraven dodala še to molekularno komponento in to je čipko zažganega česna. Wow, super, ena taka zelo zanimiva zadeva zdaj za božične. Tako, odlična za praznike. Lahko in se izkažemo pred ostalimi. Res je, tako, odlična za praznike. Tako da jaz predlagam, da kar začnemo. Najprej z račko, a ne? Tako, začnemo z račko. Hvala. In sicer bomo lepo vzela ena račja prsa in bomo zarezala malo kožo in to je zato, ker ima račka debelo kožo, ki jo varuje in da ima kar debel sloj maščobe in midva hočemo to maščobo ven spraviti. Segrejemo ponev. In sicer ena zanimiva posebnost je, pri rački ne bomo dodala nobenega olja, ker ima račka sama dovolj maščobe, tako da ponev samo segrejemo. V bistvu segrevamo račko sproti. Račko lahko položimo že v hladno ponev, da se začne maščobe počasi topiti, da dobimo ta efekt maščobe in da se začne peči. Predtem ugrejemo pečico na 200 stopinj, ker bomo račko najprej zapekli takole na ponvi, potem pa jo bomo preprosto postavili v pečico in bo račka naredila vse sama. Tako da, Marjeta bo lahko malo pomagala, bomo še zraven hkrati začela tudi pripravljati korenčkov pire in sicer zavremo vodo in lahko dodamo
korenje. Vedno najprej damo korenje, zato ker rabi malce dlje, da se skuha kot krompir, in ko bo zavrelo, ko bo korenček kuhan nekje na polovici, bomo dodali še krompir. Vedno seveda obvezno tudi vodo solimo. Račko lahko preverimo sproti, lepo pogledamo, kako se peče. Ampak ponavadi mesa ne rabimo veliko premikati, ker če ga preveč premikamo temperaturo, zgubljamo okus, tako da jo lepo pustimo pri miru. V glavnem, račja prsa, ko je kožica lepo hrustljavo pečena, obrnemo še na drugo stran, da dobimo karamelizacijo z vseh strani, potem pa čez minutko dve postavimo v pečico. Ok, račka je zdaj lepo zapečena že z obeh strani, tako da jo z kožo obrnjeno navzdol postavimo v pečico za nekje med 6 do 8 minut, odvisno kako imate radi, da je pečeno. Takole, ko se račka lepo peče v pečici, mi lahko dodamo še krompir k korenju in gledamo nekje, da imamo razmerje 3:1 za krompir, da bomo dobili lep tak gost, svilen pire, ker korenček nima te lastnosti, da bi postal pirejast, zato damo več krompirja. Lahko pa malo eksperimentirate doma, odvisno kako vam je všeč, ali je bolj korenčkasto, bolj sladko, ali imate raje tisto klasično pire klasiko. Ok, pire pa korenček imamo kuhan, tako da Marjeta, boš prosim pomagala. Z veseljem. Pa boš odcedila tole. Mislim, da to mi bo šlo. Pa zmiksala. Takole, račka še rabi minuto ali dve. Ok, Alen, mislim, da moj pire je. Ok, super. Odlično. Takole, račka je pečena in jo vzamemo iz pečice. Takole, račka je pečena in tako vsak dober steak rabi tudi račka par minut, zdaj pa se lahko dalje lotimo pireja. Pire imamo lepo zmiksan in da bomo pireju dodali eno noto več, ga bomo malo še začinili. In sicer, da dobimo lep pire, mu bomo dali košček masla in pa malo parmezana in pa še po želji soli, popra. Pa tudi kakšen muškatni orešček ne bo odveč. Tako da pire nazaj segrejemo, če se vmes že malo ohladil. Ok, pirejo dodamo takole ene 2 žlice parmezana in mešamo. Dodamo še košček masla. In kanček muškatnega oreščka. Takole, 2 komponente že imamo pripravljene, zdaj pa mislim, da je čas, da se lotimo ta glavne molekularne komponente, stvar, ki jo marsikdo še ne pozna, tako da upam, da sem učili nekaj novega. Seveda, in to je čipka. Evo takle, zdaj smo dala počivati račko, pire je pripravljen, počistili smo, zdaj pa gremo na tisto glavno komponento, zakaj sem danes tukaj, na to čipko, da mogoče naredimo nekaj novega, da to jed dvignemo na višji nivo. Tako, in sicer tule bomo vzela eno skledo, noter bomo dodala 90 ml vode, 40 gramov olja. Lahko tudi recimo dodamo olivno olje? Ne, tle mora biti sončnično oziroma
repično, zato ker moramo imeti olje, ki doseže visoke temperature, olivno olje pa se zelo rado zažge pri višjih temperaturah. In pa 10 gramov moke. To je zdaj recimo osnova za čipko, tle bila dodala kakšno barvilo noter, kakšen okus in midva bomo danes naredila okus zažganega česna. Gre v bistvu za suhi česen, ki ga posušimo en dan na zraku in ga v pečici na 220 stopinj v bistvu zažgemo. In to nam bo dalo danes neko barvo in okus. Evo, in zdaj vse te sestavine preprosto smešamo, da dobimo enotno zmes. Takole, vzamemo eno ponev, neoprimeljivo ponev in jo bomo fajn segrela. V bistvu, kaj gre pri tej čipki? Voda in olje, vsi vemo, da se ne mešata rada. Mi smo zdaj z mešanjem naredili neko emulzijo, ki sicer sama po sebi ni stabilna in zato bomo lepo zdaj segreli ponev in ko bomo vlili to maso v ponev, bo začela voda nemudoma izparevati in se bomo znebila vode, moka pa se bo zgodila Maillard reakcija in bomo dobili zapečeno čipko. Ko ponev imamo vročo in preprosto vlijemo zmes, da pokrijemo celotno površino. Pa pripravimo papirnato serveto, kamor bomo odložila čipko. Takole, čipka bo končana v slabi minuti, še posebej, če smo imeli zelo vročo ponev. In čipka je gotova, ko vidimo, da mehurčki nehajo izhajati, da ni več vode in jo preprosto na nežno vzamemo iz ponve in položimo na papir, da se odsedi odvečno olje. Evo, čipka je gotova. Wow, ko ti to naredi, izgleda tako enostavno. Hvala. Malo prakse mogoče rabi, je malo zahtevnejša tehnika, ampak je ena vsem dovolj preprostih, da se bi naši gledalci ne bi smelo strašiti pa poskusiti. Mislim, da bom tudi jaz poskusila doma za Božič. Kako pa zdaj serviramo z ostalimi jedmi, ki si... Tako, zdaj bomo za konec naredila samo še omako, potem pa bomo vse skupaj servirala. Tako da, čipko lahko maknemo, ker je pečena, lahko vidimo, da je trdna in jo bomo potem poljubno raztrgali za platiranje na krožnik. Takole, tule imamo maščobo, ki je ostala od račke, račka še zmer počiva in bomo naredili hitro eno preprosto omakco. Tle se je spustilo veliko dobrih sokov iz račke in bi bilo žal, da bi se tega znebili. Preprosto nazaj segrejemo, dodamo žličko ali dve masla in preprosto na srednjem ognju segrevamo, da se maslo stopi, da dobimo takšno lepo glazuro in pa po želji dodamo še mogoče kanček smetane, če želimo malo bolj smetanasto omako. Če želimo dodati jedi še en okus, mogoče še malo grenkobe, maslo segrevamo tako dolgo, da maslo porjavi in dobimo v bistvu rjavo maslo. Rjavo maslo bo šlo zelo dobro z rački, ker je ta tak mal dimljen, pražen priokus, ki bo dopolnjevalo to lepo divjo strukturo račjih prs. Ko vidimo, da mehurčki na maslu dobivajo rahlo rjavkasto barvo, tako vemo, da se približujemo točki, ko beljakovine v maslu zakrkne oziroma se spraži do te mere, da postane vse karamelizirano rjavkasto. Takole, evo, smo si pripravila, sčistila desko, sčistila pult in pripravila vse sestavine, da sestavimo najin krožnik. In sicer lahko začnemo kar z račko in račko razrežemo na lepe, tanke rezine, da dobimo popolno rožnato strukturo in pa hrustljavo skorico. Takole.
To je tudi ena tako zelo priročna zadeva, da jo imaš doma, ne, za dekoracijo. Tako, frizeri imajo takšne, drugačne glavnike, kuharji imamo pa takšne. Takole in pa račko zalijemo z malo rjavega masla. Dodamo zažgano čebulico ali dve. Dodamo kokice kvinoje, to je v bistvu samo na vroči ponvi popečena kvinoja, da razpoka kot koruzne kokice. In pa za konec, za dekoracijo, mikrozelišča. In tole je sicer mladi grah. Si sam to doma bil? Seveda. Ne, nažalost vzame gojenje zelišč preveč časa. Potem nima svojega vrta. Ne še, v prihodnosti pa mogoče. Za konec pa dodajmo še tole najno česnovo čipko. Res je en tako lep dodatek k dekoraciji, pa še užitno je. Tako, še užitna. Naredi piko na i. Takole. Pa je jed končana. Wow, Ale, tole res gleda super okusno, jaz komaj čakam, da lahko poskusim. Tako. Vas pa tudi vabim, da se doma sami preizkusite in probate narediti svojo česnovo čipko. Tako. Pa dober tek. Hvala, enako.